Pozdravljeni! Zaradi menjav med pokrovitelji se verjetno dokončno poslavlja od Formule 1 Robert Kubica. Poglejmo si skupaj, kaj se je zgodilo. Že ob koncu sezone 2022 se je v zaodrju Formule 1 šušljalo o tem, kako odnosi med poimenskim pokroviteljem Orlen in ekipo Alfa Romeo F1 Team niso najboljši. In na začetku leta 2023 je prišlo do rošade. Orlen je svoja sredstva prenesel k ekipi Alfa Tauri, medtem ko pri Alfa Romeo F1 Team niso bili križem rok. Predstavili so novega poimenskega pokrovitelja Steyr. Ampak ta menjava sama po sebi ni nič takega in nič posebnega. Zanimivo je, kako takšna rošada lahko zaključi kariero izjemno priljubljenega voznika v Formuli 1. Priljubljenega že, uspešnega, saj v zadnjih sezonah bolj malo. In govorimo o Robertu Kubici. Namreč v tej novi pogodbi je seveda Robert Kubica izpadel iz vseh kombinacij. Namreč pri Alfa Tauriju, Red Bullu imajo že sedaj pod pogodbom naprimer Liama Lawsona in Daniela Ricciarda. Poleg tega še ogromno voznikov, naprimer v Formuli 2, torej prostora za znamenitega poljskega voznika enostavno ni več. In tudi pri ekipi Sauber oziroma Alfa Romeo F1 Team imajo pod pogodbo mladega Thea Pourchaire. In tu je treba omeniti neko zanimivost. Namreč Robert Kubica je do konca lanske sezone bil pod pogodbo z ekipo, kjer je imel zapisano, da ima pravico do 5 prvih prostih treningov. In seveda to je izkoristil. Theo Pourchaire po drugi strani je bil prisoten samo na enem. Če se dobro spomnite, v lanski sezoni so imele ekipe neke vrste obvezo imeti vsaj na 2 prostih treningih mlajše voznike. In pri ekipi Sauber, Alfa Romeo F1 Team, so prvič uporabili tudi Zhu Guanjuja, ki je bil takrat na svojem prvem prostem treningu v resnici novinec. In tako so malce ukrivili pravila. Ampak razumemo lahko, da situacija ni bila poštena. Mladim voznikom niso bili sposobni dati možnosti, medtem ko prekaljenim veteranom, ki v bistvu pred seboj niso imeli več možnosti, pa ogromno. A tako je vedevala pogodba, tako je zaukazal denar. Ampak vidimo lahko, da tudi v takšnih kombinacijah se lahko marsikaj zgodi. Dovolj je spor, dovolj je nerazumevanje, kaj pomeni naprimer plačati za določeno zadevo in situacija se lahko takoj obrne. In bodimo iskreni, Robert Kubica je imel ogromno sledilcev, ki so mu bili pripravljeni slediti tudi takrat, ko pravzaprav ni bil na štartnem razporedu. Spomnimo se lahko tiste euforije, ko je začel testirati za Renault in nato, naprimer, na zimskih testiranjih v sezoni 2019, ko njegov Williams sploh ni bil sposoben priti na progo v Barceloni, tribune so bile pa polne zastav z njegovo podobo. A po drugi strani v zadnjih letih smo lahko marsikje prebrali, da Robert Kubica s svojimi izkušnjami je bil dragocen pri razvijanju samega bolida. A moram biti iskren, teh njegovih izkušenj, da bi dale
neke občutne rezultate, sam nisem zaznal. Morda se motim. Ampak verjetno so mnogi avtorji to frazo ponavljali kot mantro, samo zato, da bi nekako upravičevali prisotnost Poljaka, da ne bi bil tisti plačljivi voznik kot mnogi drugi. Ampak videli smo, da tu je imel glavno besedo njegov pokrovitelj. In seveda, tu je bila vidna moč denarja. A po tisti tragični nesreči, ko je Robert Kubica malo da ne izgubil roko, je bila njegova kariera v Formuli 1 dokaj skopa, predvsem z rezultati. In če pogledamo že prej omenjeno sezono 2019, ko je bil prisoten pri Williamsu, je res dosegel 1 točko na veliki nagradi Nemčije, ampak prav po zaslugi ekipe Alfa Romeo F1 Team, kjer sta bila oba bolida diskvalificirana zaradi tehnične neskladnosti. Nato je dobil še priložnost na 2 dirkah v sezoni 2021, ko je bil Kimi Räikkönen pozitiven na COVID-19. A tudi tu brez točk, brez vidnih rezultatov. In kot zanimivost omenil sem, da Robert Kubica je imel pravico do 5 prvih prostih treningov tokom celotne sezone. No, v sezoni 2021, ko je Kimija menjal na 2 dirkah, so mu dovolili biti v kokpitu še na 3 prvih prostih treningih, torej skupaj 5. In že tu vidimo, da je bil pri ekipi Sauber Alfa Romeo F1 Team predvsem zaradi tega, ker je tako velevala pogodba in ne zaradi nekih prirojenih kvalitet. A treba se sprijazniti, kljub temu, da ima Robert še zdaj veliko navijačev in veliko sledilcev, je čas tisti, ki deluje proti njemu. Prihajajo mlajši vozniki, katerim je treba dati priložnost. In seveda, danes smo s to potezo lahko priča koncu njegove kariere, ker je treba poudariti še nekaj, kar verjetno bo razžalostilo marsikoga. Namreč tam v sezonah 2017-2018 smo lahko v mnogih virih brali, kako se piše neke vrste novodobna pravljica s to neverjetno vrnitvijo Roberta v svet Formule 1. Moramo se priznati, njegova roka je težko poškodovana. A ta pravljica, če smo pravzaprav iskreni, nima tistega konca, ki so ga nadejali mnogi. Namreč Robert po eni strani ni dosegel tistih rezultatov, ki so jih mnogi želeli, predvsem on sam, in drugič, o koncu njegove kariere ni odločil on, temveč drugi. Ne zato, ker bi bil on dober ali slab, ampak zato, ker šefi ekip se niso znali zmeniti, koliko je vreden napis na bolidu. A za danes, kot običajno, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.